Kot vsi najboljši recepti sveta je tudi recept za tiramisu preprost. Spisek sestavin izjemno kratek, okus te sladice pa božanski. In italijanska kavno-piškotno-sirova sladica, ki je osvojila svet. Mimogrede. Po svetu. I used to say every time that what is simple, it's the most simple also to fuck up. Completely. Kar je najbolj preprosto, je tudi najbolj preprosto zamočiti. Popolnoma. Skrivnost tiramisuja je uravnotežiti sladkobo. Biti mora lahek, kljub sicer težkim sestavinam. Kava se mora čutiti, a ne sme prevladati. Piškoti morajo biti sočni, a ne razmočeni. O receptu pa ne morem ga razkriti, ker bi te moral na koncu intervjuja ubiti. I cannot tell you all my secret, otherwise I have to kill you at the end of this interview. Mi je prav po sicilijansko, čeprav prihaja iz Milana, zagrozil Max, kuhar in lastnik lokala Ropasta na Trubarjevi v Ljubljani, ki ne le da pripravlja najboljše testenine v mestu, njegovo poslanstvo je širiti italijansko kulturo prehranjevanja med slovenskimi prijatelji, kot pravi svojim strankam. In pripravlja tudi najboljši tiramisu v Ljubljani. Yeah, absolutely. Also in the universe. Probably Elon Musk will bring it to... You know that they bring Absolutno, pa najbrž tudi v vesolju. Čakam na klic Elona Muska, da ga pošlje v vesolje. Ali ste vedeli, da je bil tiramisu tudi v vesolju? Bil je. Sicer pa tu ni moj tiramisu, to je tiramisu moje babice. Ona me je naučila pripraviti ga. Še zdaj mi kdaj zašepeta na svetu tam zgoraj, ko ga pripravljam. To tu je le moja verzija tiramisuja. This is my way of doing. It's my grandma. In z roko pokaže na preprost bel, emajliran globok krožnik z modro črto, kjer kraljuje s kakavom posut kos najboljšega tiramisuja v vesolju. Februarja leta 2013 je tiramisu poletel v vesolje na krovu ruskega Sojuza v okviru misije Volare na mednarodni vesoljski postaji. Za svoj rojstni dan si ga je zaželel italijanski astronaut Luca Parmitano. Dehidrirano verzijo tiramisuja pa je pripravil šef Davide Scabin iz Turina. Maja 2015 so v Genovi pripravili najtežji tiramisu, ki je tehtal dobre 3 tone, najdaljšega pa v Milanu 4 leta kasneje, dolgega kar 273 metrov in pol. Kakšen odnos pa ima s tiramisujem teoretik in praktik v kuhinji, Boštjan Napotnik Napo? Mava zelo dober odnos s tiramisujem, se zelo dobro razumeva. On pride na obisk po kosilu, obilnem, italijanskega tipa in je to nekaj zelo lepega, ker je ta krema, kava, mal nek sled nekega aromatičnega alkohola je zadaj in je tak res poobedek, pa mi je fajn, da ga ni preveč, da so res to tako 3 žlice, zato da tudi drži ta tiramisu, da te res dvigne gor, ne da te dodatno zabije po kakšni dobri pojedini. Kot je nakazal že Napo, se v besedi tiramisu skriva esenca te sladice, ki naj bi te po obedu privzdignila. The proper translation should be, I think, pull me up or lift me up. Pravilni prevod je dvigni me, potegni me gor, nekaj takega. Kako tudi ne, saj so sestavine vse take, ki te dvignejo in dajo energijo. Sladkor, jajca, mlečne beljakovine, kava, kakav. To je popolna sladica. Perfect sweet. Tiramisu, kot ga poznamo danes, so izumili konec 60-ih let. Čigav je, pa se prepirata 2 italijanski pokrajini, Benečija in Furlanija. Uradno velja za rojstni datum tiramisuja predvečer božiča leta 1969, ko sta v restavraciji v Trevisu to jed prvič pripravila lani preminula Ado Campeol in njegova žena Alba. Iz tega leta je tudi prvi zapisan recept, v enciklopedijah in slovarjih pa se začne pojavljati šele po letu 1980. V Furlaniji Julijski krajini od leta 1938 strežejo tiramisu kot zmrznjen kavni posladek. Bolj žgečkljiva varianta pa pravi, tudi zaradi imena, da so tiramisu kot afrodizijak stregli že v 19. stoletju v treviških javnih hišah. Mimogrede po svetu.
There are a lot of many theories, like all around and about a lot of dishes. Pri številnih jedeh se soočamo z različnimi teorijami o nastanku. Tiramisu, kot ga poznamo danes, temelji na receptu iz leta 1969. Ampak tiramisu je nekaj, kar ima v Italiji in drugod po svetu globje korenine. Vse stare mame ali mame so kdaj pa kdaj svojim vnukom in otrokom steple jajce, dodale van sladkor in jih s tem hranile. Za moč, za energijo, ko so bili bolni. Z leti so tej osnovi začeli dodajati denimo mehki sir, potem se je nekdo spomnil dodati piškote. Zakaj so bili to piškoti savojardi, ne vem. Vem pa, da je prav te piškote za italijanskega vojvoda iz Savoje v 15. stoletju prvič pripravil francoski šef. V tiramisuju, kakršnega poznamo danes, morajo biti piškoti savojardi. Pri nas jih poznamo kot baby piškote. Pa kava, mascarpone, rumenjaki in kakav. A to ne pomeni, da kakšen drug ni pravi. Sploh, ker dajo Italijani družinski tradiciji prednost pred občo. In Italy a lot of dishes are made like family. V Italiji boste v 3 stanovanjih v eni stavbi našli 3 družinske recepte za isto jed. Vsi Italijani kjerkoli po svetu svojim jedem dodajo svoj pridih. Po principu, tako je delala moja nona in to je glavni krivec, da se tiramisuji po svetu močno razlikujejo. In so vsi pravi. En dodaja tak liker, drug drugega. Eni uporabljajo prah mlečne čokolade, drugi kakavove drobtine. In ko tak tiramisu postrežejo svojim gostom, vsi rečejo, to je pravi tiramisu. Mascarpone denimo je zelo specifičen sir, ki ga nekoč tudi po vsej Italiji ni bilo mogoče dobiti. Če pa živiš nekje v Nemčiji ali ZDA, tam uporabiš sir, ki mu je podoben. V tiramisuju bi mirno lahko uporabili kajmak. Obožujem kajmak. You can do it also with kajmak. Kajmak is amazing. I probably don't have to tell this by radio, because some Italian want chasing me and try to kill me. Tega najbrž ne bi smel reči na radiju, da me ne bodo začeli Italijani preganjati in me ubili, ampak poskusite narediti tiramisu s kajmakom, s kakovostnim seveda. V kuhinji je treba eksperimentirati, uporabiti morate samo najbolj kakovostne sestavine in dobili boste dobro hrano. Včasih me vprašajo, kako je lahko ta tvoja jed tako dobra, pa je le iz 3 sestavin. To je zato, ker uporabljam najkakovostnejše in najdražje sestavine. Pri hrani človek ne sme varčevati. Če vam nekdo ponudi Ferrarija za 10.000 evrov, boste skeptični, ne boste ga kupili. Pravi Ferrari stane 100.000 ali milijon ali 2 in ta je dober in res pravi. Tiramisu je novodobna sladica, ki pa je hitro osvojila svet. Prvič so v njej pisali v kanadskem turističnem vodiču že leta 1971, 2 leti po njenem uradnem nastanku. Šele leta 1990 je bila prvič na meniju neke restauracije v Združenih državah Amerike, točneje v San Franciscu. Danes ga poznajo po vsem svetu. Izjemno priljubljen je na Japonskem in Kitajskem, kjer je beseda tiramisu največkrat v iskalnike vpisana italijanska beseda. Boštjan Napotnik Napo, progresivec v kuhinji, pa je, kar se tiramisuja tiče, velik tradicionalist. Zelo popularni so pri nas, opažam, pa zdaj mogoče ne več toliko, ampak tako 5-6 let nazaj po restauracijah, gostilnah, so bili zelo popularne neke te vaje v slogu tiramisuja, pa tiramisu z jagodami, pa jagodni tiramisu, pa malinin tiramisu, pa borovničev, pa ne vem, neki. Pa ne vem, pa sem jaz bil mogoče malo ta v teh nastavki boomerstva, da se mi je to zdelo kakšen jagodni tiramisu. Pač to za pol jagode z mascarponejem in tako, ni to tiramisu. Tiramisu je zame tiramisu zato, ker ima noter kavo. Kava je po moje, mislim, da je aroma kave tle meni najbolj pomembna. Moj koncept za moj tiramisu je, da tudi sam spečem piškote, ki jim rečemo mi baby piškoti, pa jim rečejo Italijani savojardi, pa jim rečejo nekje še lady fingers.
in ki so v tej obliki, ki jih kupimo v trgovini, v bistvu so trdi, ne? So precej, trdni, se razlomijo in tako. Te, ki jih spečeš doma, so bolj biskvitni in jih je pol treba tudi manj namakati. Jaz jih niti ne namakam v kavi, ampak jih premažem s čopičem in s kavo in tako. Imam plan enkrat tudi svoj mascarpone narediti, ker tudi ni pač zelo težko, pač krema smetana, ki jo malo z limono in tako pač, da se strdi in skoagulira in začne malo pofermentirati in tako. Do tega še nisem prišel. Drugače pa jajca mora biti res sveža in čokolada oziroma ta grenki kakao, s katerim jaz tudi malo grenke čokolade vmes ribam med plasti. In kakao mora biti, je fajn, da je grenek, pač jaz ne bi se s temi instant kakavi, ki imajo tudi veliko sladkorja noter. In te piškoti in kava in ne vem, pač zdaj eni dajo rum, kdo da kakšen viski, če je viski valjda ne kakšnega šotnega in tako naprej, ampak kakšen tak, ki gre mogoče malo bolj v sladko stran. Tako. I use a bit of liqueur, I cannot tell you which one, sorry. Jaz seveda dodam kanček alkohola, liker, a ne povem katerega. Dober liker zagotovo pripomore z zaokrožitvi vseh okusov. V različnih koncih Italije vanj dodajo različne alkoholne pijače. Na jugu uporabljajo marsalo, v srednjem delu rum, nekateri uporabljajo kavne likerje. Odvisno od tradicije ali okusa ali preprosto družinskega recepta. Alkohol v tiramisuju mora biti kakovosten, nežen, gladek. Nikakor ne sme prevladati in mora povezati vse ostale sestavine. Vodke denimo ne smete uporabiti, ker je veliko premočna. Ker sem videl, da je Max dobrodušen mož, zelo strasten, sploh ko govori o hrani, sem se vseeno opogumil in ga vprašal, kako se naredi najboljši tiramisu v vesolju. How do you make your tiramisu without your special infos that you won't kill me at the end of the interview? Let's say, funny for me, first things is coffee. Coffee should be proper done, a good coffee. Prva stvar je kava, kakovostna kava, ki jo morate pripraviti v kafetjeri. Ohladiti jo morate na sobno temperaturo in ji dodati kanček alkohola in rjavega sladkorja, preden začnete namakati piškote. Savojardije morate namakati na tanko 3 sekunde, da niso razmočeni. The savoiardi at the end that it's completely melted in the coffee, something. No? And I hope that the people will understand this noise. Piškoti morajo ohraniti belo sredico, da jih še malo ugriznemo. Sam posebej pripravim jajčno zmes s sladkorjem in posebej mascarpone. Zmes obeh skupaj pa mora biti zračna, lahka, nežna. That make it like fluffy and light, like you taste it now. Na koncu moramo dodati temen kakavov prah, grenak, nikakor ne sme biti mlečni ali presladek. Prinesti mora grenkobo, ki uravnoteži sladke okuse piškotov in kreme ter okus kave. And sweety stuff of the coffee, biscuits and cream. Ker danes dobimo tiramisu v vseh mogočih oblikah, od tistih v čaši, kot monoporcijsko tortico ali pa celo kot veliko torto, no največkrat pa ga naložijo iz globokega pekača, me je zanimalo, v kakšno posodo Italijani največkrat zlagajo tiramisu. Tiramisu, I really don't think that tiramisu is a cake. Also if you can make in a shape of a cake. Tiramisu nikakor ni torta, čeprav ga lahko pripravite v obliki torte. To je nežen, puhast desert, ki se je z žličko. Če ga morate razrezati z nožem, je nekaj hudo narobe z njim. Kar pa se tiče posode, v kateri ga pripravite, uporabiti morate tisto, kar imate na voljo doma. To je pravi italijanski način. Moja babica je za tiramisu vedno uporabila pravokotni pekač, sicer pa so lahko tudi okrogli, ovalni, kvadratni ali kakršnikoli že so pri roki. Don't make tiramisu with jagode or malina or pineapple or whatever. Samo eno stvar vam polagam na srce. Ne tlačite v tiramisu jagod, malin, ananasa. To ni tiramisu. To je lahko odlična sladica s sadjem, ni pa tiramisu. Dessert or something, but it's not a tiramisu. Call it in another way. Tiramisu je preprosta, izjemno okusna sladica,
ki se jo lahko loti vsak, če tudi ima 2 levi roki. Zaradi surovih jajc nekoliko delikatna, a če je dober, tako ali tako ni bojazni, da bi se dolgo svalkal po hladilniku. Je pa ja, tiramisu je v osnovi pač zelo preprosta reč in to je tudi ena prvih reči, ki se jo lahko začnejo kuharski ali pa slaščičarski začetniki pripravljati, ker je zelo hiter great success. Tle se mi zdi pač, ja, je pa treba paziti seveda pri teh standardih, da koga pol ne zvije v trebuhu in tako naprej. Recimo, zdaj, kar se tiče vmešavanja surovih jajc v mascarpone in tako naprej, skratka, tiramisu, ki se naredi, ga je treba tudi kar, je tudi fajn, da se ga hitro porabi. Mimo grede po svetu. S kuhalnico v okoljih zemeljske oble.